Potem se rad odzval tudi na izjavo predsednika republike, ki je dal danes in sicer je izjavil nekaj v tem smislu, da blokada Republike Hrvaške pri njenem vstopu v Evropsko unijo ni nikakršna opcija, ki bi bila uporabljiva pri doseganju dogovora v meji. Slovenija ne blokira Republike Hrvaške. Hrvaška se normalno pogaja. Upajmo, da bo ta pogajanja tehnično uspešno zaključila. In potem bo sledil postopek ratifikacije. Do takrat, ko bo slovenski parlament odločil o tem postopku ratifikacije, pa bomo dolžni razjasniti neko drugo blokado. In to je blokada strani Republike Hrvaške za uresničevanje slovenske pravice do teritorialnega dostopa do mednarodnih voda. Kajti Hrvaška pa to slovensko pravico blokira. Predvsem jo blokira na formalni ravni. Izjava, ki so jo sprejeli ob ratifikaciji arbitražnega sporazuma, je konkreten dokaz te blokade. Torej, v tem trenutku govorimo o blokadi strani Republike Hrvaške do naše pravice, do uresničevanja naše pravice do odprtega morja. In bi priporočil predsedniku Republike Slovenije, da včasih nastopa tudi kot advokat države, ki predseduje, ne pa samo kot advokat sosednje države. Ne ponavlja napake, ki je naredil v svojem učbeniku, ko je črno na belo napisal, da je Slovenija ozemljsko prikrajšana država. Danes pa se zgovarja, da je pri tem mislil na količino rib in vode. Tista država, ki nima dovolj rib, je morda ribolovno prikrajšana država, ne pa ozemljsko. Uporaba sintagme ozemljsko prikrajšana država je strani kogarkoli v Sloveniji sporna, če se nanaša na Slovenijo. Slovenija ni ozemljsko prikrajšana država. Po nobenih kriterijih. Ni prikrajšana tudi glede na formalno ureditev, ki je velja. Mislim na temeljno ustavno listino, ki je določila mejo. Mislim na zadnjo odločbo ustavnega sodišča, ki je to odločitev potrdila. In mislim na zakon o epikontinentalnem pasu, ki je slovenski parlament sprejel leta 2005, to je 2 leti prej, ker je dr. Tir to sintagmo napisal v svoj učbenik mednarodnega prava. Da zadeva ni slučajna in da ne gre tukaj samo za napačno razumevanje besed, potrjuje tudi uvod k Pomorskemu zakoniku, ki ga je Državni zbor celo potrdil za kratek čas leta 2005. Tam pa je dr. Škrpova, ki je drugo ime, ki je verificiralo v strokovnih platih ta arbitražni sporazum, zapisala, in to lahko preverite v poročevalcu, da je Slovenija ozemljsko prikrajšana država, zato ker nima pravice do razglasitve suverenih pasov na odprtem morju. Te pravice pa nima, ker nima teritorialnega stika z mednarodnimi vodami. Kajti samo država, ki ima teritorialni stik z mednarodnimi vodami, ima pravico do razglasitve suverenih pasov. Ne gre za slučaj, ne gre za napačno porazumevanje pojmov, gre za neko protislovensko stališče, ki se je izoblikovalo na katedri za mednarodno pravo Univerze v Ljubljani in ki je že v času, ko smo se mi pogajali s Hrvaško, služilo hrvaški strani, zato da je argumentirala njihovo zanikanje pravice do morja. In seveda bodo vsi ti zapisi zagotovo tudi neposredne informacije o tem obstajajo, uporabljeni, mislim na zapise naših znanstvenikov, ki bodo uporabljeni kot argumentacija hrvaške strani za njihovo enostransko izjavo, da Slovenija nima pravice do teritorialnega dostopa do morja. Torej, te stvari so zelo resne in jih ni možno odpraviti z nekimi naknadnimi razlagami tega, kar je napisano črno na belo. No in še nekaj k temi, ki je danes in bo očitno še v naslednjih nekaj deloma upravičeno, deloma pa zaradi instrumentalizacije povila prve strani časopisa, za včerajšnje študentske demonstracije. V Slovenski demokratski stranki
obsojamo nasilje, do katerega je včeraj prišlo v okviru teh demonstracij. Mislimo tudi, da je to nasilje najbolj škodilo prav organizatorjem teh študentskih protestov. Danes nihče več ne govori o njihovih zahtevah, celo Slovenci pogovarja o škodi, ki so naredili na parlamentu. In tudi ni dvoma, da so za to nasilje najbolj odgovorni tisti, ki so ga povzročili. Torej, tukaj ni izgovor v tem smislu, da je odgovorni za, to je prvi odgovorni za nasilje. Slovenska policija ni odgovorna za to nasilje. Je pa slovenska policija odgovorna, ker tega nasilja ni pravočasno preprečila. In to ne na ta način, da bi uporabila ostrejše ukrepe, ampak bi morala uporabiti pametnejše ukrepe. Če bi bila zaščitna ograja postavljena samo 20 metrov stran od stavbe, potem bi bilo pročelo slovenskega parlamenta danes celo. Tudi če se policija ne bi umaknila iz parlamenta, ko so začeli metati te predmete v pročelu, bi se verjetno stvar končala drugače. Vendar tukaj ne smemo zamenjevati tega, kdo je odgovoren za nasilje in kdo je odgovoren za to, da se nekaj ne prepreči. Gre za različne nivoje odgovornosti. Te študentske demonstracije niso bile ne prve in verjetno tudi ne zadnje v Sloveniji, doslej je bilo podobnih protestov že veliko. To stavbo so bile tudi bolj množične demonstracije v bolj resnih razmerah. Nikoli doslej ni prišlo do takšne uporabe nasilja in to iz dveh razlogov. Prvič zato, ker so doslej vsi organizatorji demonstracij vedeli in so se zavedali tega, da vsako nasilje odvrača pozornost od zahtev, ki se jih postavlja v takšnih protestih. Drugič pa zato, ker je policija vedno doslej ravnala bolj profesionalno. Ne ostreje, ampak pametneje. Zato gre v tem primeru. Odgovornost je tudi na tistih, ki niso dovolili organizatorje demonstracij in naškrčili, kar je bila prvotna zahteva. Včeraj dopoldne se je tudi videlo, da je policija popolnoma blokirala Gregorčičevo ulico, se pravi ulico pred Vlado. Demonstracije oziroma študentski protesti so bili pravzaprav posledica nedogovora med njimi in Vlado glede zakona o malem delu. Parlament zaenkrat s tem nima še nič. Torej, demonstrirati pred parlamentom, ki zakona še ni obravnaval in ga tudi ni sprejel, je tudi uporaba napačne tarče. Vendar pa je očitno tisti, ki je izdal dovoljenje za proteste na Šubičevi, na nek način načrtno usmeril demonstracijo na parlament, čeprav parlament to tem zakonu sploh še ni odločil. Koliko nenavadne so tudi nekatere obsodbe danes v nekaterih medijih. Se spominjam prve strani nekaterih slovenskih časopisov 27. junija 1991. Takrat so nas, kot veste, napadli jugoslovanski tanki. Nekateri so bistveno mileje obsodili napad jugoslovanske armade, ko danes obsojajo študentske demonstracije. Jaz bi tukaj vendar pozval na neko trezno mero. Na koncu bi dejal še to, da tisti, ki ne vidi povezave med uničenim pročeljem slovenskega parlamenta in tem grafom, ki prikazuje padec Slovenije na mednarodni lestvici konkurenčnosti, tisti bo tudi v prihodnosti verjetno še veliko krat presenečen različnih dogodkov. Kriza, ki je zelo prizadene, ustvarja situacijo, ustvari in povzroča situacijo, kakšni doslej še ni bilo. Takšnih pacov konkurenčnosti še ni bilo. In tako nesposobnega ukvarjanja z krizo ali pa z gospodarskimi zadevami, kot smo danes pričali v Sloveniji, vse še ni. Že to, da nihče ni resno reagiral na ta podatek in ga pojasnil. Že to, da se najvišji predstavniki države danes srečujejo zaradi študentskih demonstracij, ne pa zaradi globlih vzrokov, ki lahko privedejo tudi do česa hujšega, pove vse o tem, kakšna je sposobnost upravljavcev slovenske države za to, kar je